Ja, prav ste slišali. Živa Lavrinc tekmuje v parabobu, športu, kjer o zmagi ali porazu odločajo stotinke. Športu, kjer pri hitrostih okrog 100 km/h ni prostora za napake. Bom rekla, da to je adrenalin. Adrenalinski športi so me že od njega zelo privlačili. In zadeva, da se preizkusim v bobu, mi je bilo jasno, da meni je všeč hitrost. Všeč mi je sam način, kako se tekmovalnost, zelo tekmovalna sem tudi po naravi. In zdaj, ali je smučanje ali je bob, na nek način sta mi bila te dva medzinski športi najbolj. Je pa smučanje mimonovski veliko bolj nevaren, kot pa bob sam, če se tako primerja. Zato, ker si veliko bolj izpostavljen vsemu in ta bob mi je bil potem čisto logična nadomestek tega. V svetovnem pokalu v parabobu udeleženci tekmujejo na povsem enakih stezah kot njihovi kolegi v klasični izpeljanki tega športa. Z razliko, da za štart organizatorji uporabijo poseben katapult, tako da so na začetku pogoji vedno enaki za vse tekmovalce. Na hitrcu bi temu rekel tako, da imamo vsako sezono, se pravi ameriško pa evropsko turo. V Ameriki imamo Lake Placid in pa Park City, v Evropi so pa različne tekme. St. Moritz, Lillehammer, La Planja ali pa Eagles. Letos bomo imeli Eagles, St. Moritz in pa potem World Championships v Lillehammerju. V Ameriki smo pa zdaj že Lake Placid, svetovni pokal in pa Park City. Lansko leto je bila zaradi covida ameriška tura povsem skenslana, prekinjena niso in pa tudi Američani potem niso mogli priti v Evropo zaradi tega. Kakorkoli že, da si lažje predstavljamo, kako to poteka, nekje 20 športnikov iz vsega sveta, se pravi iz nekje 12-13 različnih držav, se mi zdi, se poteguje za svoja najboljša mesta in lansko leto mi je v skupnem seštevku bolj po sreči, kakor ne, verjetno uspelo zasesti 7. mesto. In v šali doda? Ja, ne, jaz se kar hecam, da jaz sem še vedno iz Slovenije. Seveda v resnici Živa Lavrinc v ledenih kanalih nikakor ni počasna. Jaz se imam za eksota, čeprav mi pravijo, da sem odličen voznik in da je trenerka je recimo zelo navdušena nad mojim, kako me lahko trenira, kako me lahko uči, kaj se kje zgodi. Moram reči, da percepcija, kaj se dogaja v katerem ovinku, se tudi, če primerjam prvo vožnjo z zadnjo vožnjo, se pravi zdaj v Lake Placidu, resnično naši možgani začnejo zadevo dojemati veliko počasneje. Se pravi, kakor da si čas lahko ustaviš na nek način. Adrenalinske tekme v ledenih kanalih pa za mlado športnico predstavljajo samo eno izmed številnih aktivnosti. V času študija v Švici je Živa začela sodelovati tudi s FIO, Mednarodno avtomobilistično zvezo. Zanimivi so mi te rejli, recimo, kaj se vse dogaja na teh stvarih. Da o tem, kako formula poteka, pa kaj vse je zadnji, pa safety department. Zaposlena sem v safety departmentu kako je varnostni oddelek FIA, kjer se pogovarjajo med sabo potem o raznih teh stvarih, kaj jaz prej niti pomislila nisem, kako pa zakaj bi sploh bilo pomembno. In v bistvu spoznavam motošport z povsem drugega vidika, kot pa samo tisto, ko si bomo se vsako nedeljo doma z družino usedli, ko smo bili majhni pa gledali Formule 1. Zdaj šport na kolesih spoznava skozi malce drugačno prizmo. Trenutno ravno delamo na eni nagradi, kjer bomo podelili priznanje za najboljšo iniciativo za vključevanje paraplegikov v motošport. Prijave potekajo še do ponedeljka, mislim, da bomo pri prepozni celo oddajo, da bi se še kakšen prijavil, na žalost. Toda Živa hitro doda, da je priložnosti za invalide v motošportu še veliko. Različne ponudbe so po različnih državah. Recimo Anglija, vem, da ponuja track days, kjer se lahko prijavi vsak. Mislim, da celo iz celega sveta, tako da če je kakšen nezainteresiran, se lahko samo pot na stroške si mora plačati. In sigurno lahko dobi izkušnjo na dirkališču, mislim, da je Silverstone, da so ga omenjali. Nisem prepričana, kje točno, ker ta del jaz ne pokrivam. Veliko različnih fondacij, različnih organizacij, različnih posameznikov, različnih firm, ki delajo veliko na
področju vključevanja ljudi z poškodbami hrbtenjače v motošport. Pri tem pa naša sogovornica v hipu odrine na stran morebitne strahove, ki se vse prepogosto prikradajo v življenje slehernika. Jaz mislim, da če ima človek nekje pogum, pa če se nečesa loti, pa če se loti s tem namenom, da ve, da bo vse v redu, se bo sigurno nekako ratalo, da bo vse v redu. Oziroma, kot v optimističnem duhu zaključi naša sogovornica, hrabre vedno spremlja sreča.